Na skrajnem severu Celjske kotline je na vrhu klanca moderna ilovnata hiša s fantastičnim razgledom. Arhitekt Robert Veselko je hišo prilagodil terenu in navdih črpal tudi iz tradicije kraja. Kadar govorimo o gradnji z naravnimi materiali, največkrat pomislimo na les, redkeje pa na ilovico in slamo, iz katere je ta, saj meni, res veličastna hiša. Ja, drži, ampak treba je vedeti, da tudi les je bil še 15 let v bistvu material, ki je bil mnogo preveč podcenjen, ni se ga mnogo uporabljalo in šele zadnja leta se o lesu veliko govori. Podobno je tudi z ilovicami. Les in ilovica sta, bi rekel, neke vrste pramateriala, ki sta bila že od vsega začetka človeške zgodovine prisotna kot gradbena materiala in seveda za sodobno tehniko se jih da tudi danes s pridom uporabljati. Če razmišljate o hiši, ki bi bila prijazna človeku in naravi od začetka gradnje do razgradnje, potem je ilovica po mnenju arhitekta eden najboljših gradbenih materialov. Mnogo prednosti ima. Mogoče prva je ta, da je vedno lokalno prisotno, torej skoraj, če zdaj govorimo specifično za Slovenijo, skoraj na vseh območjih je v bistvu prisotno na lokaciji gradnje. Razen mogoče na Krasu, kjer je več kamna, oziroma tam, kjer pač ni dovolj ilovce. Od izkopa do vgradnje v hišo ne potrebuje v bistvu nobenih transportnih poti, nobene dodatne predelave. To pomeni, da je ogljični odtis tega materiala skoraj ničen, kar je v bistvu eden najmanj obremenjujočih materialov za okolje. Torej, ko ga vgradimo v hišo, ima zelo, zelo dobre gradbeno-fizikalne lastnosti, kar pomeni, da super akumulira toploto in vlago in hkrati tudi jo absorbira in oddaja. Zelo difuzijsko odprt material, kar pomeni, da lahko zrak in vlaga tudi prehajata skozi material. Nekako podobno kot opeka ali tukaj še bolj? Ja. Opeka je v bistvu ista sestavina, samo da je žgana, ilovica pa je v bistvu material v svojem elementarnem surovem stanju. Potem dobra lastnost je ta, da ko hiša odsluži nek svoj življenjski cikel, se lahko vrne nazaj v naravni cikel brez kakršnihkoli obremenjujočih stranskih efektov. Popolnoma material, ki se ga da popolnoma reciklirati. Ognjevaren material, torej v primeru požara ilovica ne gori, je ognjevarna. Pri gradnji ilovnatih sten se vse komponente najprej zmočijo, nato pripravljeno ilovnato zmes vgradijo v leseno paš. Stene se sušijo približno pol leta. Se pravi, kadar se vgrajuje slama, načeloma se vgrajuje ržena slama, ker so stebla bolj žilava. Vedno zraven zaidejo tudi semena rži in ko je ta zmes še vlažna, ta semena vzklijejo in potem iz stene rastejo tile majhne rži. In dokler rastejo, veš, da je stena mokra, ko se pa posušijo, takrat pa veš, da se stena že lepo suši. Tako preprosto je to? Zelo preprosto. To so takšni bioindikatorji, ki nič ne stanejo in ti povejo veliko. Sama hiša je zasnovana v bistvu kot en velik povezan volumen, torej kuhinja, dnevna soba, bivalni prostor, otroške sobe, galerija se nizajo ena za drugim in tvorijo pač ta povezan volumen in želja je bila pač, da ljudje, ki naseljujejo to hišo, da so znotraj hiše povezani in da imajo čim manj nekih faktorjev, ki jih pri tem ovirajo. Seveda, človek rabi tudi zasebnost, tako da so pač spalni prostori so ločeni, pa sanitarni prostori, ampak ostalo je pa v bistvu en velik povezan volumen, ki omogoča to prosto komunikacijo po prostoru. Čeprav je hiša moderna, je arhitekt vanjo vešče umestil tudi tradicionalne elemente. Eden od teh je gank ali pokrit zunanji hodnik. Pri zasnovi hiše sem se tudi malo zgledoval po tej tradicionalni okoliški avtohtoni arhitekturi in gank je pač eden izmed zelo močnih in zelo prisotnih elementov. In sem ga tudi tukaj uporabil. Zdaj,
Eno je seveda ta oblikovni, nek estetski vidik, drugo je pa vidik čist praktičen, in sicer ta gank omogoča to, da v poletnih mesecih zasenči južno steno, kar pomeni, da ni potrebno žaluzij in da ne zakriva pogleda prelepega na okoliško pokrajino. V zimskih mesecih, ko pa je lok sonca nižji, pa prodira, v bistvu zaliva cel prostor do severne stene in s tem tudi pasivno ogreva prostor. Kaj pa ta športni cukrček? Je bila to vaša ideja ali je bila želja punčk, ki plezajo zdaj verjetno po tej steni? To smo nekako skupaj z naročnikom prišli do te ideje med samo gradnjo, ker se je tam nad tem garderobnim prostorom, ki se nahaja za to steno, pojavil en neizkoriščen prostor in smo mislili, da bi to bilo krasno za otroško skrivališče. In zdaj je bilo treba priti nekako do tega skrivališča in opcija je bila lestev ali pa plezalna stena. Odločili ste se za precej nenavadno hišo za današnji čas, narejeno iz lesa, ilovice in slame. Zakaj ravno taka hiša? Leta 2008, ko smo se odločali za gradnjo stanovanjske hiše, smo najprej imeli v mislih leseno izvedbo. Spremljali smo področje naravnih gradenj in smo ugotovili tudi, da obstajajo ilovnate hiše in prednosti takšne hiše zaradi ugodne mikroklime v tej hiši, in da bi zagotovili čim bolj dobre bivalne pogoje za dve hčeri, smo se odločili za takšen način gradnje, kot je sedaj nastal. Ja, z Robertom sta tesno sodelovala. Je bolj on sledil vam, vašim željam, ali ste vi bolj sledili njemu kot arhitektu? Z Robertom smo ves čas sodelovala tako pri idejni zasnovi objekta, kot pri sami gradnji. Tudi težko si predstavljam, da bi se spustil v gradnjo stanovanjske hiše na takšen način, kot smo gradili, če nimaš nekoga, ko ti pomaga in ti vodi ves ta čas gradnje. Cel projekt. Tako, cel projekt. In usklajevati je bilo potrebno ogromno detajlov, tako da se včasih pohecam, da smo imeli rdeči telefon. Res? Samo ilovico smo naredili izkop na lastni parceli, les smo pripeljali iz Matkovega kota, posekali smo ga ob določeni luni, veje pustili še na deblu. Spomladi smo ves ta les pripeljali na lokalno žago, zrezali na konstrukcijske elemente, zložili na parceli, da se je še naravno sušilo, in smo leta 2010 pričeli z gradnjo pasovnih temeljev in v nadaljevanju lesene konstrukcije. Imate tudi zelo zanimivo izkušnjo samo gradnjo hiše, namreč gradili ste jo na nek poseben, recimo temu, kolektivni način. Dajte nam kaj več povedati o tem. Tako ja, pri sami gradnji sodelovalo ogromno ljudi iz različnih koncev Slovenije, tudi iz tujine so hodili pomagati. Teh je bilo največ pri izdelavi ilovnatih sten. Veliko so mi pomagali tudi moji sorodniki, kateri so bili prisotni več časa tu, oziroma dlje časa tu. Lokalni izvajalci, določeni od mizarja do električarja. Ročnega dela, še posebej pri izdelavi samih ilovnatih sten, je bilo ogromno. Ogromno ur je bilo uporabljenih, različnih prostovoljcev, ko so hodili pomagati. Pa istočasno je bilo zanimanje za tak način gradnje. Ljudje so pridobili različne izkušnje. Med nami se je spletlo tudi prijateljstvo, zelo podobno misleči obiščajo tak objekt, ker jih to zanima, in je veliko lažje s tem delati, ker je bilo veliko veselja, pogovora, novih prijateljstev, ko so nekatera še zdaj ostala. 2010 smo dejansko začeli z gradnjo in 2014 smo se usedili, tako da bivamo zdaj 2 leti v stanovanjski hiši. In kakšna je zdaj izkušnja v teh 2 letih? Je izpolnila pričakovanja hiša? Fantastična. Najbolj zaradi same mikroklime v stanovanjski hiši. Otrok, če so bile prej prisotne določene zdravstvene težave z dihali, s kožo, je teh zdaj bistveno manje. Kako pa v taki hiši bivati preko zime? Kako je zimo prestala? S kurilno sezono začnemo zelo pozno, ker uporabljamo peč na trda goriva oziroma na drva za prehodna obdobja. Otroci so zelo veseli prvega snega, gresta na teraso oziroma na travnik pred hišo, naredite prve snežake, ves čas sta zunaj,
ko pridete notri, splezate na pleč, oblačila si posušite in gor je prvi zajtrk. To je zdaj že tradicionalno 2 leti zapored. Se pravi, ta hiša ima tudi neko centralno ogrevanje, ki je kakšno? Peč na palete je montirana, zelo dobro se obnese. Kot sem omenil, začnemo jo uporabljati zelo pozno v kurilni sezoni in sama poraba je zelo ugodna. Glede na to, da ni radiatorjev nikjer videti, verjetno je talno ogrevanje, imate po celi hiši napeljano, ne? Ne, Dejan, povsod je stensko ogrevanje, razen kopalnice in kuhinja. Stensko? Je talno ogrevanje, ja. Drugače pa stensko, ja, za temi stenami. Če bi se zdaj ponovno lotili gradnje tovrstne hiše, kaj bi zdaj spremenili? Zdaj, ki imate že to izkušnjo za sabo. Ne bi nič spremenil. Nič, zadovoljni? Fantastično je. Odlično.